Zdaj pa smo vam na voljo za vprašanje. Aljaž Pengel, pitan radikal, če sem prav razumel, se pravi, vi predlagate, ali dejansko boste poskušali amandmirati sam predlog sprememb statuta? Ne, za amandmaje že prepozno, ker so se roki iztekli. Nekateri amandmaji v zvezi s tem statutom so že vloženi, ampak na predlagatelju je, da oceni, ali vztraja pri tej rešitvi ali pa ponudi drugačno rešitev. Mi vsekakor plediramo za ponoven premislek o tem, zaradi tega, ker menimo, da ni pravno pravilna zgolj ena možnosti. Tu ima dejansko župan kot predlagatelj na razpolago več možnosti po naši oceni. Je pa delno to situacijo zakrivil tudi zakonodajalec, to je že treba priznati, ker si očitno konkurirata dva zakona z različnimi rešitvami in naj temu dodam še eno dodatno nedoslednost, namreč v obrazložitvi tega tretjega odstavka 14. člena zakona o stvarnem razpolaganju države in samoupravnih lokalnih skupnosti namreč piše, da je sklenitev posla zdaj po novem pridržana županu, ampak pazite, kaj piše naprej, če predpis sveta samoupravne lokalne skupnosti ne določa drugače. Ta obrazložitev je zdaj v neskladju z samim besedilom člena. In tu je v bistvu že zakonodajalec sam očitno naredil eno napako, ob tem seveda, da je težko reči, da ni spregledal še ureditve v zakonu o lokalni samoupravi. In zdaj so seveda župani na nek način v schizofreni situaciji, kaj pravzaprav naj predlagajo v zvezi z svojimi statuti. Saj tu ne gre samo za vprašanje mesta Ljubljane, tu gre za čisto vse slovenske občine. In v taki situaciji se zdi, da je primernejša ta razlaga, da je pravzaprav možno vse, stvar primernosti pa je, kakšen predlog statuta in njegovih sprememb bo posamezen predlagatelj podal. No in kot sem rekel, mi menimo, da bi bilo smiselno ohraniti vlogo mestnega sveta kot neke vrste nadzornika nad pristojnostjo župana, da odloča in sklepa posle. Ampak glede na naravo samega akta, če vas prav razumem, niste proti, ampak kaj to meni, če ne bo podobnega spremembe, se boste vzdržali, boste kljub samo glasovali za? Kot sem rekel, mi nismo vložili amandmaje, amandmaji so tako vloženi, tu je verjetno tudi potrebna kvalificirana večina za odločanje o teh spremembah in ker se je en del nasprotovan vezal tudi na to vprašanje pristojnosti mestnega sveta v zvezi s sklepanjem poslov, se nam zdi smiselno, da se vsaj v tem delu odpravi različne poglede in s tem tudi nasprotovanja, s tem pa se povečajo možnosti za sprejem statuta. Marija Zabogataj, Žurnal 24. Kaj ste zdaj odgovorili, da če ne bojo premislili pa spremenili te pristojnosti, boste potrdili te predloge spremenjene? Ne, statut prinaša več sprememb in jih podpiramo. Zato bomo predlog statuta podprli. Bi nam pa bilo ljubše, če bi predlagatelj upošteval naše stališče, da to, kar je predlagal v zvezi s pristojnostjo župana pri sklepanju poslov, ni edina možnost. Ni edina, ki bi bila skladna z zakonom, glede na razloge, ki sem jih prej pojasnil. In v bistvu z tega mesta dajemo poziv predlagatelju, da o tem ponovno premisli. Če smem sam dodati na to, stvar bo v razpravi se vendarle videla, kakšna mnenja imajo tudi drugi. In jaz mislim ravno to, kar je povedal gospod Zalar, je, da tudi takle poziv iz tiskovne konference je dober
dober poziv županu in njegovi ekipi, da še enkrat razmisli ravno o tej točki, ker bi bilo škoda, da vse tiste spremembe, ki so dobre, padejo ali pa padle ne bojo, ne, ker ima večino, ampak da odzvanjajo v javnosti kot neke spremembe, ki niso pravzaprav dobre in dajejo čudno luč mečejo potem na celoten statut mesta Ljubljane. Še nekaj v zvezi s tem bi vprašala, ker gre za zakonodajo, ne, in so tudi druge občine vpletene, me zanima, če imate kakšne podatke, jaz nimam pač pregleda, so to v drugih občinah tudi že na ta način spreminjali statut, da bi bila Ljubljana prva, da bi na ta način razumeli zakon in povečali pristojnosti župana. Ali je to še toliko novo, da še sploh ni prišlo do te procedure? Jaz nasplošno težko govorim, sem pa govoril z nekaterimi župani, ki so hkrati tudi poslanci v državnem zboru in moram reči, da iz pogovorov, ki sem jih imel z njimi, sem dobil občutek, da niso bili pozorni na to zadnjo spremembo tega zakona in da torej verjetno prav veliko občin ni šlo prilagajati svojih statutov tej spremenjeni določbi, ampak govorim samo, kolikor sem pač se pogovarjal z nekaterimi župani, tako da bolje, da to neposredno preverite pri posameznih občinah. Če lahko zdaj s tem dodam stavek 2, tudi v Ljubljani, oziroma tako bom najprej začel, veste, da so spremembe statuta tudi zaradi potrebne dvotretjinske večine precej dolgotrajen proces. In v Ljubljani se je ta postopek sprememb statuta začel v glavnem zaradi spremembe praznika in ker se je vmes pa pač pojavila še ta sprememba zakonodaje in ker so pač predvidevali, da je to treba uskladiti in ker je pač postopek sprememb statuta že tekel, so vsaj tako pravijo, dodali to še zraven, da ne bi pač postopka bilo eventualno čez nekaj mesecev potrebno ponavljati. Mislim, takšna je bila obrazložitev vsega tega in dejansko se spomnim, ko so se začele spremembe statuta, začele so se predspremenjeno zakonodajo, so bile dejansko namenjene predvsem spremembi praznika. Ampak lista, oziroma pač potrebno je, ko ste dejali dvotretjinska večina, ne 30 glasov, lista Zorana Jankovića sama jih nima, ste bili v navezi tudi s kakšnimi drugimi svetniškimi skupinami, občinskimi odbori, veste, kako bojo oni glasovali? Je tukaj morda kakšna koordinacija manjših svetniških skupin? Ne, jaz sam z predsedniki odborov drugih strank v mestu nisem govoril, ne vem, če si Slavko ti, tako da to stališče smo pač oblikovali sami, glede na gradiva, ki smo jih dobili, tudi pojasnila, ki so prišla v zvezi s tem in kot pravim, tu je pravzaprav izvirni greh prej povzročil zakonodajalec, kot pa župan po naši oceni. Pa bi se vi, mogoče da vas miško odličen za jezik, ampak strinjali z oceno, ki je bila, bom rekel, že v javnosti dana, da si župan Janković dejansko, ne glede na vse s tem, povečuje pooblastila? Ja, če bi vse občine in tudi ljubljanska sledile zgolj tej določbi zakona o razpolaganju s premoženjem, potem bi se seveda pooblastila županov večinoma v tem primeru ukrepila. Po našem mnenju je vendarle tu treba iskati ustrezno ravnotežje med pristojnostmi izvršne oblasti, ki jo pooseblja župan in sveta. Nadzor je potreben, o tem ni nobenega dvoma, zlasti recimo pri velikih občinah, pri mestnih občinah še toliko bolj, gre za obsežna proračunska sredstva, s katerimi župan razpolaga. Saj to ne pomeni, da župan kar prosto odloča, katere posle bo sklenil ali ne, ker je tako ali tako vezan na sprejeti proračun. Ampak kljub temu se nam zdi, da je to pomembno, da je to neke vrste sistem zavor in ravnovesij, ki morajo veljati tudi na nivoju lokalne samouprave in zato se nam zdi smiselno, da se poskuša ohraniti ustrezno vlogo mestnega sveta, ne pa da se jo izključi. A so mogoče v pripravi kakšne spremembe tega zakona z dolgim imenom, tako in novejši?
če je nejasen oziroma... Ta zakon je bil spremenjen koncem lanskega leta, tako to je čist v bistvu nov predpis. Ne. Zdaj, verjetno se bo tudi skozi ta tako imenovani ljubljanski primer postavilo vprašanje še v marsikateri drugi občini, ali bo iz tega naslova potem prišlo do kakšnega poskusa drugačnega urejanja te materije, pa jaz težko napovedujem. Moramo pa upoštevati še nekaj, da je struktura poslancev v državnem zboru taka, da je v njem precej županov. In zdaj veliko vprašanje, kakšen interes recimo pa imajo župani v zvezi s tem vprašanjem. Zato je zelo težko in negotovo napovedovati, ali bi tu lahko prišlo do kakšne drugačne ureditve. Oziroma, če rečem drugače, po naši oceni se da z razlago obeh predpisov, ki sem jih omenil, priti do zaključka, da ni nujno, da je svet izključen iz tega postopka odločanja. Še eno vprašanje, gospoda Ziharla. Mislim, da je prvič v dolgem času, da ste bili dve seji združeni, februarska in marčevska, sta eno združeni. Se zdi tukaj nenavadno, morda kakšen občutek hitenja strani mestne oblasti? Ne, nisem niti pomislil na to, da bi bilo od zadnji kaj, ker načeloma sploh nikoli ne pomislim, da kaj zadnji. Tako da tudi v tem primeru, pa tudi sam program je bil tak, v bistvu celo krajši kot kakšni eni samostojni redni seji, tako da bi kaj pravzaprav pazil. Petančič Belo, mene pa zanima, na tej seji bo obravnavan tudi dokument o spremembi dela mestnega redarstva, v katerem je tudi jasno zapisan, oziroma nekako razumem, da se bo nekak s časom v Ljubljani ustanovila mestna policija. In zanima, kako vaš mestni odbor gleda na tovrstno ustanovitev, da smo pooblastili debatirali. Marsikdo meni, da gre tukaj za eno jemanje pooblastil, ko v bistvu mogoče na to področje ne spadajo. Ja, tako pa mogoče kolega imela kakšno izdelano stališče, jaz moram reči, da se glede tega vprašanja nisem posebej. Tudi jaz nisem posebej bil pozoren na to, čeprav pa poznamo debate iz preteklosti, in kar je meni znano, je šla težnja v to smer, da bi se ponovno vzpostavili tisto, čemu zdaj rečejo na sedanjem ureditvi policije, rajonski policist. To je nek policist, ki bolj pozna svoje, recimo, četrtno okolje, pozna ljudi, vsi ljudje njega poznajo in se primarno potem obračajo na takega policista. Če pa je bilo mišljeno s tem, da se bo mestno redarstvo prestrukturiralo v mestno policijo, to pa mislim, da ne vem, se ti spomni, da bi bilo kdaj govor o tem. Glej, razmišljanja o neki občinski policiji so v bistvu dolga, odkar imamo državo. Tudi če bi do tega prišlo, ne bi bil to noben unikum niti v Evropi, niti v svetu, ampak prej obratno, bi se pravzaprav to uskladilo pravzaprav z ureditvami, ki jih imajo druge po svetu, tudi v naših sosednjih državah, vsaj v Avstriji in Italiji. Še v prejšnjem sistemu so pravzaprav imela vsaka občina praktično svojo občinsko postajo takratne milice in občine so imeli tudi vpliv na imenovanje šefov in vsega tega, je bila to dejansko neka večja povezanost med ljudmi in med tistimi, ki skrbijo za njihovo varnost. Če se spomnite, je bila tudi mestna občina Ljubljana ena prvih, ko še to ni bilo na nivoju države zakonodajo urejeno, ki je ustanovila svojo redarsko službo, ki ima seveda zelo skromna pooblastila, ki niso bila pač določena v nobenem zakonu podrobneje. Skozi spremembo zakonodaje, če jo spremljate, se z leti tudi pooblastila teh redarstev občinskih povečujejo, tudi na področju prometnih prekrškov in tako naprej. Tako da mislim, da grejo te stvari verjetno res v tej smeri, da bi se morda neke komunalne
policije lahko ustanavljale, kar pa jaz saj osebno mislim, to zdaj ne govorimo o kakšnem stališču v stranki, ker o tem nismo razpravljali, ne bi bilo nič slabega, oziroma prej obratno, se mi zdi, da bi bilo vrede. Jaz bi imela samo še eno. Prej, ko ste naštevali, da ste dali predloge oziroma pripombe k osnutku proračuna, ste naštevali kolesarje in tako naprej. A so kakšno pripombo upoštevali oziroma ste uspeli s katerim od teh predlogov, da je zdaj v predlogu proračuna, ali so vse bile spremenjene? Ne, podprli so pravzaprav podprli so samo tisti naš predlog, kot sem že prej povedal, o večjem redu na mestnih igriščih otroških, vse ostalo pa niso podprli, ne da bi dali v predlog. Pa tudi za otroško igrišče so rekli, da je... To pa itak že tak teče, Treba je pa tudi povedati jasno, da načeloma se pa vsi strinjamo to je bilo že v proračunu iz prejšnjega leta, se vsi strinjamo, da je treba Ljubljano narediti za čim bolj kolesarsko mesto, kar pomeni, da se načeloma tudi strinjajo vsemi našimi predlogi, ki so dobri, za to kolesarjenje po Ljubljani, ampak v tem proračunu v ta predlog pa ni bilo dan noben od naših konkretnih predlogov. To vse, še kakšno vprašanje? Hvala lepa, da ste prišli. Hvala lepa. Hvala.